Izguba službe, življenje v samoti in knjige. Tako bi na kratko opisali življenje Cecilije, preden je spoznala Vanjo. Ob srečanju se življenje obema obrne na glavo. Upam, da na bolje, a ne, Luiza? Živjo. To želim, da se bralci prepričajo sami, lahko pa povem, da je to zgodba o prijateljstvu, drugačnosti in o tem, da vsi potrebujemo in si tudi absolutno zaslužimo bližino. Osamljena Cecilija naključno spozna Vanjo, sina pouličnega glasbenika, ki pa se potem celo preseli k njej, ker njegov oče odpotuje. Skupaj ustvarita nekaj novega. Družino, ki ni običajna, ni popolna, ampak je resnična in polna topline. Hiša, ki je bila prej prazna in tiha, pa postane živahna in polna smeha. Hiša postane stičišče različnih ljudi. Nov red, nova pravila, nova življenja. Cecilija začne živeti, ne samo obstajati. Hvala, Vanja. Ne pozabimo, da ima ta knjiga tudi odlične ilustracije, ki pa spominjajo na vintage čase in minimalizem. Zakaj tak slog, sprašujem ilustratorko Evo Mlinar. Vintage slog sem izbrala zato, ker se mi je zdel najbolj primeren za atmosfero zgodbe, tako rahlo skrivnostno, melanholično in z občutkom nostalgije. Zgodba ima neko posebno tišino in nežno čudaškost, ki me je zelo spomnila na stare razglednice, na retro izložbe, na starinarnice. In tudi pisateljica Maša Ogrizek v zgodbo pogosto vključuje predmete, ki imajo neko patino zgodovino, naprimer spremenijo namembnost in grejo skozi več rok. To niso predmeti, ki jih kupimo in nato preprosto odvržemo. In tudi mislim, da včasih so ljudje imeli bistveno več občutka za detajl, za lepoto. Ni bilo vse samo cena in uporabnost. In tako ta retro estetika mi je omogočila tudi večjo izraznost skozi teksturo in pa te drobne detajle, ki ustvarjajo občutek, da se čas v zgodbi rahlo ustavil, tako kot se čas ustavil, ko vstopimo v svet gospodične Cecilije. Hvala, Eva. Manj je več. Preberite, delite, dihajte in ne pozabite. Včasih nas lahko življenje preseneti, ko že mislimo, da smo čisto sami. Jaz sem bila Luiza, uživajte v branju in zalivanju rož in odnosov. Hvala, Luiza. Zdaj pa vprašanje. Kako slog ilustracij vpliva na dojemanje zgodbe? A. Posamezni elementi ilustracij ponazarjajo simbolno težo časa. B. Ohranja zgodovinski okvir, a zmanjšuje pozornost za podrobnosti. C. Z množico predmetov prikazuje kompleksnost Cecilijinega življenja. Ali D. Poudarja estetiko, a zanemarja globljo simboliko. To je to. Čakaj, še posamezni elementi ilustracij. Čakaj, ja, okej. Ja. Obe ekipi sta odgovorili A. Posamezni elementi ilustracij ponazarjajo simbolno težo časa. Ja, vintage minimalizem z nostalgičnim razpoloženjem, teksturo in poudarkom na izbranih predmetih ne izraža le zunanje estetike, ampak poglablja dojemanje zgodbe in ustvarja občutek ustavljenega časa. Pravilen je res odgovor A, ki je 5 točk prinesel obema ekipama.